poizkus, vežba, poizkus in znotraj tega vse to. Izvoli. Hvala, Mihajl. Izvoli. Ja, eden ma ne edini. Da treniramo torej to skozi odpravo, to transmisijo, tako da če je kdo zainteresiran, ga vabim, da se usede in zapre oči in prisluhne temu govoru, da torej oblikujemo ta bazen, ta prostor sidranja te luči, oziroma rečemo tudi lahko sonca, ki je na Zemlji zdaj torej tako močna resnica, da bi Zemljo stopilo, če ne bi bilo teh transmitantov, transformatorjev med tem Soncem in Zemljo. Ja, takšne močne frekvence so. Tako da, zato je dobro to kalibriranje, da se počasi integrira, vnaša ta luč v kode matrice in teh atomov in vsega tega. Tako da, kakor sem rekel, starodavni iz pradavnine se je vrnil na Zemljo in med nami, tisti, ki je sejal DNK za Homo sapiensa. Namreč pred nami so bili še drugi ljudje, oziroma drugi ljudje človeki. Tudi druga ljudstva so obstajala, ampak ljudje človeki, bili so neandertalci. Baje smo Slovenci, tisti, ki smo prvi kultivirali neandertalca. Ja. Tako da, bili so pa tudi tukaj ljudstvo Igigi. To je ta nekakšna, recimo, židovska linija. Ampak, torej ljudje Homo sapiensi, človeki Homo sapiensi, so bili, torej, prvi so bili Adamu po mezopotamijskemu, torej, tej predbiblijsko, pred Toro, pred zahodnjaškim religijami je bil Adamu pa njegova soproga, potem je Biblija napisala Adam, je tukaj bila torej prepisana prilagojena za otroke. Ja, potem imamo Agarčane, to sem hotel omeniti, še ene zaveznike, ki imamo. To je ena najbolj nenavadnih informacij, kar sem jih slišal, bil Agarta, kdor pozna. Torej, večina planetov je votlih od znotraj in ponavadi notri živi naprednejša civilizacija, kakor tudi v našem primeru. Torej, notranja Zemlja, kamor so tudi se mojstri umaknili v zavetje na Zemlji, oziroma v Zemlji, torej notri ni pekel, torej, oziroma polrazvite civilizacije se nahajajo v zemeljski skori, torej pod našimi tlemi so polrazvite civilizacije, tukaj so razni vesoljci v igri in neka druga ljudstva, polrazvite torej. Ko pa gremo torej 400 milj pod našimi stopalmi je magma, ki drži gravitacijo, in še 400 milj nižje so pa spet tla, drevesa in morja in gore višje kot na Zemlji. Tam živi torej Agarčani, Agarta. To je prva fizična rasa Zemljanov, torej Lemurja, kjer se je umaknila noter neke Atlantide po potopu velikem. In živijo na 12-13 dimenziji, so visoke na 4 metre. In tisti, ki gleda s srcem, jih lahko vidi. Namreč volan Zemlje smo predali, tisti, ki smo prevzeli volan, smo ga rajši predali njim v navigacijo, ko malo boljše vidijo manevriranje te ladje čez nevihtne morja in valove. Tako da nam pomagajo, ja. In tudi odprl se je prvi prehod nazaj v Zemljo, ki je bil do zdaj blokiran. Agarto namreč poznajo, večina ljudstev sveta je slišala za Agarto, čeprav ima različna imena zanjo. Najbližji vhod, oziroma prvi vhod, ki je najbrž odprt, ga je kozmična mati edina sposobna odprla, je na Tibetu v samostanu, je notri vhod po stopnišču, njim je znana Šambala. Šambala je glavno mesto Agarte, kjer je bil tudi admiral Byrd v drugi svetovni vojni povabljen v njihov parlament
da se obrnejo letalne nosilke ameriške vojske, ampak no jih ničemu ni verjel in zato so bile zbrisane, so probali najti bližnjico preko severnega pola do Japonske. Ja, tako da najbližji za Slovenijo vhod je Monte Pomeo, ugasni vulkan blizu Italije, sem raziskoval že. Je čuda, torej vse, ker so vhodi, tudi na Pirenejih, so tam ponavadi kultura in mesta cvetijo, recimo Barcelona, Neapelj, ki je tam zraven in tako naprej. Skozi brazilske jame tudi so prehodi, pod Gizo je človeka skopan predor. Tako da ja, Hitler je vedel za Agartho tudi, Buda in tako naprej, to je vse povezano in v igri. No, pa da se vrnemo na Zemljo bolj, tukaj imamo torej drevesni inženiring, sem govoril malo, kako pomagamo si tudi z drevesi. Imamo tako vojsko dreves, namreč vsako drevo smo rekli, da sidra določeno kvaliteto duha. Recimo lipa je prijateljstvo, slovensko drevo. Potem imamo smrekov skrivnostnost, jelka misterioznost, kraljica rastlin zame. Imamo bor prefinjenost, oreh strast, jablana ljubezen, emocionalnost. Tako da z saditvijo ustreznih dreves vplivamo na atmosfero, posledično na ambient, torej prst, okolje, listje, živali in v končni fazi na mentalitet okolja, v katerem živimo. Torej ljudje, ki se živijo okoli teh dreves, imajo drugačne kvalitete in tako naprej. Tako, evo, Mihael je že poiskal keltski horoskop, imamo še druidskega, pa več različic je. Tako da niso vsa definirana, lahko je še naprej raziskujemo, recimo akacija, pravim, da je akcija, akacije nimajo in tako naprej. Tam so ene napisane, da so pesimizem, ampak jaz jih zamenjam, recimo vrba pa topol, jih zamenjam s sočutjem. Torej mogoče ljudem se zdijo danes, da so negativna, ampak ona so zgolj zelo sočutna s Zemljo. In te frekvence, kar se na Zemlji dogaja, to prenaša, to čutiti je, ja, kar izziv. Tako, potem gremo zdaj malo še do mojih zakonov, ki sem jih napisal za nov sistem, za nov svet, da jih še malo enkrat še obelodanimo, pogledamo skozi malo. Prvi zakon pravi, da torej interaktiven medij in vlada nove dobe, oziroma naravi, materi, je kultura prebujena. Kulturi pa je naraven interaktiven medij in vlada transmisija, torej očetova cona. In tako se torej to je torej vlada, resnična vlada, nobena zunanja vlada ne more to udejanjati, to resničnost te strukture in prenosa komande in volje in sile. Drugi zakon pravi, da vsakdo med nami ima edinstveno funkcijo v tem ekosistemu. To je njegova služba in odgovornost, v skladu s katero dobi delež ekosistema v oskrbo, ne pa v last. Tako, pol imamo tretji zakon pravi, da je že bolj dol do Zemlje, govori o tem, da se torej kraljica oziroma kmet, poljedelec, živinorejec, se prelevi v kraljico, trajnik zastrtih gredic. Torej med nebom in Zemljo je najmočnejša frekvenca, tam se dogaja ples ognja in vode. In zato je bodisi veter izsušuje Zemljo, bodisi to prašiči zelo dobro vedo, ker obvladajo tudi globoko zemeljsko magijo, to frekvenco nulto. Zemlja kuri mikroorganizme na prsti, dež erodira Zemljo, spira mikroorganizme in tako naprej. Zato je smiselno, da vedno med Zemljo in nebom je nekaj vmes. Če ni kamen, če ni človek, naj bo vsaj zastirka torej.
da varuje našo zemljo, da lahko zemlja spodaj meditira, je rahla, blagodejna in lahko rastline imajo tudi mir in lahko delujejo, ne da se raztegujejo na razbeljenih poljih in ljudje, ki delajo na poljih in to. Je treba več nas, da gremo na zemljo delati, ker zdaj je 10%, koliko skrbi za vse nas, ne. Pa tukaj je tudi smisel v pridelavi hrane, pa radost, pa vse. No, 4. zakon pa je samo začasen zakon, dokler obstaja denar. Pravi pa torej, deluje kot urok. Torej, denar je energija izmenjave in energija izmenjave je denar. Torej, tisti, ki ima veliko denarja, dobi veliko izmenjalne energije, tisti, ki ima zdaj veliko izmenjalne energije, pa dobi veliko denarja in se zbalansira stvari. Tako, to so ti zakoni in to so kode z vrha uma, z matrice in ko jih zgolj vemo, s tem že vladamo, ker to je resnica oziroma neka počelo in to pač ureja vso matrico, vse te materijo in tako naprej. Torej, oče kot zakon, ne, tako da obstaja seveda še višji zakoni, ampak to je zdaj neka ideja, ne. In tukaj imamo torej zdaj tudi ta Slovenca, bom še enkrat izpostavil, katoličana. Poleg teh cepiv in medijske hipnoze in cerkvene, torej mislim politične, torej ta cerkvena stara hipnoza je imela velik levji delež pri današnji psihi Slovenca, ne, katoliški, ne. In če gledamo na smreki sekt, je ta katoliška, torej ta neka začetna, ne, ampak že v štartu je bila postavljena umetno, ker resničen Kristus je šel po drugi liniji, se je drugi ta kanal vzpostavljal še iz Odesenov, ki so bili v bistvu predhodniki te ideje Kristusa oziroma utelešenja ljubezni, ne, posinovljenja. Torej, Jožef je bil Esej, veliki mah, ki je imel to idejo in tako naprej, da se to sprovede, ta brezmadežno spočetje in tako naprej. In potem je tudi ta struja šla naprej, vendar čreda je bila potem po židovski, bom rekel, mafiji, kazarska mafija, je pol umetno potvorila, torej ta rimski imperij ga preuredila, da je izpadel, kakor da je to zdaj neka veroizpoved, v glavnem hipnoza, ne, ki nas je okrnila v marsičem, v naši naravi in svobodi in divjosti, svobodnemu izrazu. Tako, in zato torej se tudi zdaj dogaja iz galaktičnih nivojev in čevljev na Zemlji, kakor rečemo, bojevnikom luči, se dogaja torej masovna aretacija. Namreč Jezus je veliko spregovoril v današnjem času, znova in znova govori čez mnoge ljudi. No, in recimo v The New Scriptures, recimo, lahko najdete na internetu še verjetno, v prvem poglavju najprej napade seveda cerkev. Pa reče, ja, si misli, da bom najprej se cerkve lotil in da bom cerkev napadel. Ja, seveda ne. Pravi, da v bistvu vatikanski finančniki so glavna blokada pri tem, da se razlije obilje sveta med ljudi. Torej, veliko nasprotje, kar je Jezus učil, da si delimo med seboj resurse, si jih cerkev lasti največ, ne, in manipulira z besedo in tako naprej, se ima za posrednika med Kristusom in tako naprej, ne. In če hočete še bolj videti greznico scene, lahko pogledate na internetu, samo to ni za vsakega, ker je dosti umazanije. Donald Marshall
revolucija, ki govori vsaj res kaj je še globlje iza teh temnih igralcev. In tudi njegova rešitev, recimo, ampak težko prebavljive zadeve, reči, vse nekaj smo že omenili. Aha. Ja, to je moj telefonček. Aha, no, tukaj imamo torej bom še omenil setve oblakov, ne. Ko spuščajo, ko naredi torej avion, se zgodi s temi cisternami, ki ima cisterne notri naložene namesto potniških sedežev, in na letalih šobe in na krilih, lahko vidite na internetu, na Googlu. Torej, ko se naredijo eno črto tako, pa dve tako, imamo anteno težkih kovin, kjer lahko s Teslovim stolpom, ki bo narejen za ozelenjevanje puščav, spustijo frekvenco, atmosfera implodira in dobimo ven točo karkoli, ne. Tako da, ko je dovolj teh delcev v atmosferi in je nebo sivo, ni potrebno veliko nadaljnjega šviganja nad to mreno, ki jo ljudje ne vidijo, da se znova in znova lahko klika enter, 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 enter in ponavlja te neke vremenske manipulacije, ne. Ampak evo, tukaj imamo Sonce v prsih, imamo Sonca, galaktične konfederacije, Agarte, tako da, ko se ta konstelacija razžarči, lahko hitreje to sčistimo nebo, ne, in Zemljo. In tako da, evo, to je to. Prepisovanje te agende smo rekli, no, saj tukaj smo to zdaj v bistvu pokazali. Aha, še nekaj bi rad omenil. Še 7 pečatov, torej Apokalipsa. V Apokalipsi je torej lev iz Judovega rodu je tisti, ki si je drznil stopiti naprej in odpreti knjigo pečatov. In potem, ko se pečati odpirajo, torej kaj so ti pečati? Pravzaprav ti pečati so mantre oziroma zvoki čaker, ki se odpirajo, da se lahko odpre torej ta kanal pač preko celo mavrico, da lahko se manifestira. To lahko najdete na Seven Seals, Channeling, Archangel Michael, recimo, tam mislim, da so to nekaj povedano. Če ne, pa tudi na moji strani so zapisane te kode, vse povezano s zverzi molitvijo, s kraljestvi ekosistema, torej komplet mavrica na vseh sferah, nivojih, kako je to povezano. Razne kode. In evo, tako, nameraval sem še govoriti o templju, o ašramu, ki sem ga postavil bil. Kliče se objemalnica oziroma, ki je sestavljena iz transmitalnice in ljubilnice, ampak to bomo naslednjič govorili.